Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo v tokratni informativni oddaji na ETV. Za nami je konec tedna, ki sta mu sledila dva praznična dneva. Upamo, da ste imeli dovolj časa, da ste kakšen dan namenili pomoč tudi ljudem, ki so bili prizadeti v poplavah, pa naj si bo to s pomočjo pri čiščenju ali kako drugače. Nocoj si oglejte, poplavljen mladinski center Litija. Gasilci nudili pomoč v Ljubnem ob Savinji. V Šmartnem si prizadevajo za ureditev otroških igrišč. Po hudih poplavah v Litiji je bil mladinski center Litija še najbolj prizadet. Soba, ki je bila namenjena mladim za ustvarjanje, predvsem glasbe, je bila slaba 2 metra pod vodo. Takih poplav še ne pomnijo. Tako, stojimo v našem MC klubu, to je naša podkletna etaža mladinskega centra Litija. Namenjena je bila mladim glasbenikom, to je bila vadnica za glasbenike. Stojiva v bistvu v sobi, kjer so ustvarjali elektronsko glasbo. Za nama se pa nahaja še soba, kjer so v bistvu vadili bendi. Kaj lahko rečem, no? Voda je segala pa še nekih, po mojem, 20 centimetrov nad mojo glavo, tako da nekje 1,80 m, 1,85 m. Takih poplav v mladinskem centru Litija mi ne pomnimo. Mi smo že tisti petek poskušali rešiti, kar se je rešiti dalo, tako da načeloma mi neke velike materialne škode v smislu uničene opreme niti nimamo. Ne znamo si pa predstavljati, kdaj bodo te prostori lahko spet namenjeni mladim in kdaj jih bomo pač spet lahko uporabljali. Tako da z programskega vidika je pa to za nas ogromna škoda. Ostali bomo brez polovice svojega programa, kar ga pač MC klub predstavlja. Tukaj noter ustvarja in dela nekje 40 mladih. Klub je bil zaseden praktično vsak dan, par ur. To je tudi prostor, do katerega imajo mladi dostop, kadarkoli si želijo. In to je tudi prostor, v katerega so mladi vlagali svoj čas in svojo energijo. In zaradi tega nam je v bistvu grozno pri srcu, ker to je stvar, ki se jo ne da izmeriti, ki jo tudi zavarovalnice ne bodo mogle izmeriti, ker v teh prostorih je ure in ure prostovoljskega dela, ki nam ga je v bistvu naša prelepa Sava en dan preprosto odnesla. Prostor sam je zavarovan, pač stene prostora, to je pač občina je lastnik stavbe, tako da to je v bistvu tudi v njihovi domeni. V naši domeni je pač naša oprema, pa, kot sem pa že rekla, mi smo jo v večini rešili. Sanacija bo pa dolgotrajna, ker tukaj v teh prostorih zdaj ni več elektrike. Te prostore bo treba najprej usušiti, ne znam si niti pač predstavljati, če sem čisto iskrena. Naša televizija je obiskala gasilce v Trbovljah, ki so se vrnili z dvodnevne akcije s civilno zaščito, z Rdečim križem, društvom Perk Mandeljc in s prostovoljci, v kateri so pomagali prebivalcem Ljubnega ob Savinji in Zgornje Savinjske doline, ki so jih prizadele strahovite poplave. Večina gasilcev je bila odsotna, saj delo poteka naprej in tudi druge stvari, poleg pomoči pri sanaciji škode. Tisti, ki so bili prisotni v gasilskem domu, so čistili vozila in opremo, preverjali stanje in podobno. Med njimi je bil tudi Robi Zupan, ki je 2 dni prej sodeloval v naporni akciji. Naše društvo je delovalo v Ljubnem ob Savinji s svojimi 13 člani, z vozili cisterno Volvo, GVGP, Tala avto in s kombijem, plus še prikolice za naravne nesreče. Se pravi, sodelovali smo v Ljubnem ob Savinji, odpravljanju, čiščenju, spiranju vode, odstranjevanju mulja. Tu je bila ena ekipa, druga ekipa je delovala v samem Ljubnem pri lokalnih prebivalcih. Tam, ko res vidiš, da ljudje res rabijo pomoč, ker jim je Savinja odnesla praktično vse. Hiše so prazne, spodnji prostori so bili zaliti do stropa. Se pravi, tam smo pomagali odstranjevati naplavine, se pravi, odstranjevali iz hiš
uničeno pohištvo, uničeno belo tehniko, ljudje so ostali praktično brez vsega. Pomagali smo sortirati pol te naplavine, dostavili tudi nekaj osnovnih potrebščin, vode iz logističnega centra. V akciji je oba dneva sodeloval tudi Anžej Stihar, ki je o akciji, stanju, pomoči in o drugih stvareh povedal še širše. V samem prihodih in pa dostopi do Ljubnega ob Savinji, če smo specifični, kamor smo bili mi odpravljeni, so še vedno oteženi. Določene ceste so še vedno delno poplavljene, na cestah je veliko plazov, podrtega drevesja, določene ceste so grobo sanirane in prevozne samo za intervencijska vozila, tako da dostop je še vedno otežen, medtem ko prebijanje do Luč še vedno včeraj ni bilo možno, ker je cesta še vedno zaprta in pa neprevozna. Na samem kraju pač lahko vidimo, kako majhen potoček, ko skoraj ni omembe vreden, naredi ogromno škodo. Hiše so bile določene poplavljene tudi do 2 metra v višino, nekatere hiše tudi v prvem nadstropju. Ljudje so srečni, če so se vsi rešili brez poškodb, če so se vsi rešili tako, da je cela družina v redu. Kar se tiče pa materialne škode, je pa resnično ogromna. Ljudje so ponekje ostali brez vsega. Če hiša stoji, je že nekako, lahko rečemo, na določenih področjih uspeh. Bili smo v vaseh, oziroma v zaselkih, kjer je bilo včasih 7 hiš, trenutno stoji samo še ena in pa tudi ta hiša je neprimerna za bivanje. Tako da tragedije so, pa lahko rečemo, da smo bili na zelo res majhnem območju tega prizadetega območja, ki je zajel skoraj pol Slovenije. V proračunu za leto 2023 so v občini Šmartno pri Litiji prvič zagotovljena namenska sredstva za ureditev otroških igrišč v občini, kar predstavlja prvi korak k sistematičnemu reševanju ureditve starih dotrajanih igrišč. Več pa župan. Tako je, letos smo v proračunu prvič v zgodovini šmarske občine namenili direktna sredstva za obnovo in pa izgradnjo novih otroških igrišč v višini 10 000 evrov. Za prvo leto smo si zadali predvsem popis vseh del, stanje, analiza vseh igrišč, v kakšnem stanju so, da vemo potem tudi, kako postopati v nadaljnje. Dogovorili smo se s podjetjem Litijskih društva invalidov, da upravljajo čiščenje igrišča pri osnovni šoli Šmartno. V letos imamo v planu še izdelati idejno zasnovo obnove enega igrišča v novem naselju, potem pa vsako leto dodajati in pa dograjevati infrastrukturo. Tako pripravimo, vsako leto imamo plan na določenem igrišču obnavljati določene stvari, tako da ne bomo začeli s prevelikimi obnovami, ker za to ni dovolj velikih sredstev, seveda, ampak da se vsako leto poznajo rezultati na tem področju. Ne, dolgoročnega načrta v tem smislu še nimamo, ker bomo predvsem videli, koliko prvo leto uspemo narediti s temi sredstvi, ki jih imamo na voljo. Slovo poletju je tradicionalna prireditev, ki poteka konec avgusta pod okriljem ZKMŠ Litija. Glede na to, da poplave niso prizanesle njihovemu kulturnemu centru, smo jih povprašali, kako bo s prireditvijo letos. Ja, sezona v kulturnem centru Litija se začne s septembrom, konec septembra, začetek oktobra. Upamo, da jo bomo začeli pravočasno. Smo pa v tem času načrtovali tradicionalno prireditev Festival Slovo poletju, to pa smo v dogovoru z občino odpovedali. Žal je situacija takšna, da dejansko kultura vemo, da je potrebna vsem ljudem. Potrebna je tudi v teh časih, vendar iz solidarnosti do vseh ljudi, ki jih je v Litiji res veliko, ki so nekateri ostali tudi brez vsega, smo se odločili, da tokrat prireditve ne izvedemo, to bo prvič v teh letih. Bomo pa denar namenili za obnovo kulturnega centra, ker tukaj bo potrebnih res veliko premišljenih korakov v prihodnosti, ogromno energije, dela, denarja, da bomo vzpostavili stanje takšno, kot je bilo.
Da festival Bogenšperk ni le kulturno obarvan, zdaj vemo že vsi. Prav tako kot tudi to, da zna postreči zelo dobro kulinariko. Tako kmalu spet pripravljajo pravo kulinarično doživetje, a tokrat malo drugače. Več pa v izjavi. Ja, tako, se pravi 25. avgusta, tudi na petek, bodo tukaj na gradu Bogenšperk v Atriju gradu v sodelovanju s krčmo na gradu Bogenšperk bo dogodek, kulinarično obarvan dogodek Okus iz gradu na kvadrat. Gre za dogodek namenjen ljubiteljem vrhunske hrane in tudi bom rekla, kakovostne vinske spremljave. Krčma na gradu Bogenšperk bo namreč ponujala ta dan, 6-hodni meni, pospremljen z vinsko spremljavo. Spet gre za vina vinarjev, ki jih gostimo v naši vinski kleti Bogenšperk. Se pravi klet Brda, zavod Vipava, hiša Stare trte Maribor in pa vinska klet Metlika. Dogodek je nekako bolj zaprte narave, vabimo seveda vse, ki si želijo priti na to kulinarično doživetje. Vstopnice so že na voljo, vendar so pa omejene. Potem pa ta dogodek traja par ur, seveda v grajskem okolju, ambientu, pospremljeno tudi z neko ambientalno glasbo. Jutri se začenja delovni dan in pravzaprav začetek delovnega tedna. Izkoristite ga čim bolje. Hvala za pozornost in nasvidenje do petka.